V našem sejemskem studiu gostimo Franca Bogoviča, poslanca v Evropskem parlamentu. Gospod Bogovič, lepo pozdravljeni tukaj v Gornji Radgoni. Že stari znanec ste na sejmu Agra, tukaj ste bili tudi kot kmetijski minister. Kako vidite Agro danes? Lep pozdrav vsem. Ja, na Agro prihajam že leta. Mnogo let prej, preden sem postal kmetijski minister, sem bil že reden gost Agre. To je področje, ki je moje bazno področje, ki me zanima. Radgonski sejm pa samo raste in kot slišimo je tudi letos rekorden, tako da čestitke organizatorjem. Hkrati je pa tudi potrditev, da je ta agroživilski sektor zanimiv za številne razstavljavce, kakor tudi za obiskovalce. Tako da sejem dejansko še vedno ohranja primat najboljšega sejma v Srednji Evropi in na to smo lahko Slovenci ponosni. Konec junija ste se s parlamentarno delegacijo Evropskega parlamenta mudili na Kitajskem. Rekli ste mi tudi, da ste zdaj že pravzaprav drugič bili na Kitajskem. Ta država je še posebej zanimiva tudi letos, tudi zaradi Agre oziroma tudi tukaj na Agri. Kako vidite zdaj te možnosti povezovanja in prodiranja evropskega, posebej pa slovenskega kmetijstva na kitajski trg? Ja, v Evropskem parlamentu delujem v odboru za regionalni razvoj in kmetijstvo in naš koordinator za regionalni razvoj, gospod Lambert van Nistelrooy, zelo uspešen nizozemski poslanec, je že drugič organiziral ta obisk Kitajske. 9 poslancev nas je bilo na Kitajskem, sam sem bil namestnik vodja delegacije in zelo zanimivo je spremljati to ogromno državo v njenem hitrem razvoju. Veliko smo se pogovarjali o samem regionalnem razvoju, o trendih tudi za naslednja leta in pa seveda o prostranih tržiščih, ki jih Kitajska ponuja. Med drugim smo bili tudi v Nanjingu na Expo, se pravi na sejmu, kjer je vsako leto tudi turističen sejem, kmetijski sejmi in Kitajska je ogromno tržišče. V Kitajski je letno tam do 10 milijonov več srednjega razreda in ta srednji razred je sedaj na Kitajskem že številčnejši kot celotna Evropa. Kitajci so zahteven trg, vsi, ki kaj imamo za ponuditi, prihajamo na ta ogromen trg. Evropska statistika je takšna, da sedaj precej več izvozimo hrane in živilskih produktov na Kitajsko, kot uvozimo in v zadnjih letih gre predvsem trend, da se izvozijo te zaščiteni produkti. In na tem polju je tudi po mojem veliko priložnosti tudi za slovensko kmetijstvo. Poznamo, da so že prisotni vinarji, mlečna industrija je prisotna in vekolikor se bo takšne aktivnosti, kot se tudi letos vodijo v skupini teh 16 srednjeevropskih držav plus Kitajska nadaljevale, mislim, da so izgledi za slovenski kmetijski trg dobri. Je pa zelo vredno in priporočljivo, da se organiziramo in skupaj nastopimo na tem res prostranem trgu, kajti prostora je za vse dovolj, samo da bomo imeli kaj organizirano za ponuditi. Ja, ta nihanja na kmetijskem trgu obstajajo, so obstajala. Vemo, zdaj nekatere stvari pomagajo, tudi recimo cene mleka so delno tudi zaradi kitajskega trga povpraševanja na tem trgu zvišale tudi v Evropi. Kako pa nasploh gledate zdaj aktualno na ta nihanja? Ja, letošnje leto je leto, v katerem se res v kmetijskem sektorju soočamo z vsem, kar nam lahko narava ponudi. Tudi sam sadjarim in na slabih 3 hektarjih, kjer je običajnega pridelka okoli 130–140 ton, bo letos mogoče tono slabe robe, tiste, ki niti za konzum ni to, kar je ostalo. In suša prizadela večji del Slovenije, ponekod prav intenzivno, tudi različna neurja. In tudi pri debati o novi kmetijski politiki, se pravi skupni kmetijski politiki po letu 2020, je področje teh stresov, te sprememb, ki so ali povzročeni z nihanjem na trgih ali pa z naravnimi vplivi, zelo veliko debate. In naredili smo celo vrsto primerjav tudi z drugimi kmetijskimi politikami širom po svetu. Tako imajo Združene države Amerike, naprimer, kar 80% vseh sredstev, ki jih namenjajo v tako imenovanem kmetijskem računu, namenjenih za odpravo težav, ki jih povzročijo ali nihanja cene ali pa okoljski pojavi. Tako da je na tem področju precej debate, da bi mogoče tudi en del prvega kmetijskega stebra v prihodnje enostavno namenili temu, da bi imeli odgovore, kjer bi prvič lahko
bistveno večjem delu zavarovanje sofinancirali, s čimer bi potem skupaj z zavarovalnicami nekako ublažili te rizike. Drugič pa tudi delno se razmišlja o kakšnem kritju velikih izpadov pri cenah, kot se je zgodilo pri mleku in podobnih primerih. Vsekakor pa je še večji del pa namenjen temu proaktivnemu boju proti klimatskim spremembam z namakanjem, z protitočnimi zaščitami in za vsem, kar pač je teh agrotehničnih ukrepov, ki so možni. Tako da področje rizikov, zavarovanje rizikov je eno ključnih stvari, s čimer se sedaj ukvarjamo o pripravi nove kmetijske politike in verjamem, da bo po letu 2020 del kmetijskih sredstev namenjen temu področju. Kot sem omenil, Amerika danes namenja temu 80% kmetijskega računa, v Evropi je to 2%, tako da tu je pričakovati spremembe. Se pravi, zdaj, ko smo nekako v sredi te finančne perspektive, je že potrebno zelo razmišljati, kaj bo potem v novi finančni perspektivi od leta 2021 do 2027. Zagotovo in to tudi velikokrat opozarjam doma, da na kmetijstvu relativno normalno potekajo ti razpisi iz programa razvoja podeželja, prvi steber, medtem ko je kohezijska politika na primer v zelo velikem zaostanku, vemo, da je 4-6% samo počrpanega denarja, v Evropski uniji se pa že zelo veliko pogovarjamo o novem obdobju. Tako da mi moramo tu nekako narediti preskok za 2 leti naprej, se pravi ne, da bomo imeli sredi perspektive začetek črpanja in potem lovimo tiste sredstva v letih, ki sta še 2 leti po zaključku perspektive namenjene temu področju, ampak da se sedaj intenzivno ukvarjamo z novo perspektivo in če bomo to počeli, bo tudi od naših zahtev odvisno oblikovana ta perspektiva. Tako da ja, napotek, da se morajo odločevalci zelo z enim očesom že ozreti tudi v leto 2021 in naprej. Znanje je vedno bolj pomembno, tudi v kmetijstvu. Pilotni projekt Pametne vasi, kakšen projekt je to? Ja, z madžarskim kolegom Tiborjem Šanijem sva prijavila za tako imenovane pilotne projekte, pilotno akcijo, se je že druga stopnja tega projekta, katerim želimo upozoriti na to, da imamo sedaj v angleškem jeziku te smart cities, pametna mesta in vse to bazira, temelji na digitalizaciji, na uporabi sodobnih tehnologij. S tem projektom Pametnih vasi želimo najprej upozoriti, kako nujno je, da to ITK infrastrukturo, telekomunikacijsko, internetno, širokopasovno čim prej zgradimo tudi na podeželju in da potem v svojih storitvah, ki podeželje ponuja, to tudi uporabimo za to, da bo čim več ljudi našlo delovno mesto na podeželju. Tu govorimo o direktni prodaji, povezavi preko teh platform med potrošnikom, proizvajalcem. Na drugi strani o mobilnosti na podeželju, predvsem za starejše ljudi, kjer je potrebno in najbrž v kakšnih velikih mestih Uber to naredi s profitom, tu je najbrž del javne skrbi tudi, da bo mobilnost starejših ljudi. Področje zdravstva, socialne skrbstva, naprimer primer, ki smo ga poročili iz Združenih držav Amerike, kjer so zdravstvene zavarovalnice, ki financirajo zdravstveni sistem, ugotovile, da je bistveno bolj modro, če nekoga peljejo 3-4 dni zapovrstjo na terapijo v bolnico in ta človek biva doma. Prijazneje do njega, cenejše za sistem. Področje starajoče populacije, domska oskrba, potem pomoč na domu, dnevni centri. Tu mislimo, da je na podeželju zelo veliko priložnosti in z pomočjo teh novih tehnologij bodo ti sistemi tudi učinkovitejši, tudi del javnih sredstev se lahko porabi na podeželju, ni potrebno, da se samo v velikih mestih in zato želiva s tem projektom pridobiti določena sredstva. Na osnovi teh pridobljenih sredstev v proračunu 2018 v 10 državah, med katerimi bi naj bila tudi država, 10 EU državami, potegniti na kup najboljše prakse in ti zaključki, ki in ta projekt podpirajo tudi 3 komisarji, tako komisarka Bulčeva za transport, kmetijski komisar, kot komisarka za regionalni razvoj, najti izhodišče za obdobje po letu 2021, da bi v strukturnih skladih programu razvoja podeželja to področje digitalizacije, prenosa znanja bilo intenzivno pokrito tudi v teh skladih. In temu je namenjen ta projekt in se ga kar veselim in tudi v Sloveniji že imamo celo vrsto jeder, kjer so zametki uporabe teh sodobnih tehnologij. Danes ste kot govorec spregovorili tudi na okrogli mizi, ki ga je pripravila Slovenska kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki. Na temo Zagotovimo Sloveniji hrano za jutri, predvsem pa ste govorili o problematiki zemljiške kmetijske politike.
Ja, to je zahtevno področje, v katerem smo spregovorili tudi na Radgonskem sejmu. Veliko govorimo tudi v Evropskem parlamentu o tem. V Evropi se pojavlja ta pojav, da prihaja podobno kot pri nas do koncentracije zemljišč in še bistveno bolj kot pri nas se to zgodi v koncentraciji, da se pojavljajo velika podjetja, bodisi evropska, največ se to pojavlja v Romuniji, Madžarskem in pa v Bolgariji, delno tudi Slovaška, in so to velika podjetja, ki enostavno nek drug denar pridobljen, ne vem v katerem sektorju, vlagajo v kmetijstvo. In ta pojav je v okviru evropske kmetijske politike mišljen kot neka motnja, kajti evropsko kmetijstvo temelji na družinski kmetiji, cela vrsta je pozitivnih učinkov, če je zemljišče v rokah družin, ne velikih podjetij, in to je eno, kot sem že del, področje, s katerim se ukvarja v Evropskem parlamentu. V Sloveniji imamo najbrž še veliko priložnosti, da uredimo. Ena je tudi dilema kmetijskih podjetij, družinskih kmetij, kjer je večen konflikt oziroma ambicija predvsem mladih kmetov, da bi pridobili del teh državnih zemljišč. Drugo pa je tudi zelo pomembna vloga sklada kmetijskih zemljišč. Sam sem se že tudi kot minister prizadeval, da bi bila ta vloga bolj proaktivna in da bi bila, tako kot je bilo v začetku zamišljeno, v funkciji zaokroževanja kmetij. Da bi, tudi ko se neka kmetija prodaja, lahko neka družinska kmetija imela lažji dostop do najema, kasneje odkupa, in tu mislimo, da moramo narediti nek proaktivnejši odnos. Drugo, kar je pa pri kmetijski zemljiški politiki zelo pomembno, je po eni strani varovanje kmetijskih zemljišč, da se nam ne bo še nadaljevala velika pozidava, hkrati pa tudi aktivna zaščita proti zaraščanju. Vemo, da nam je gozd na račun kmetijskih površin narašča, in pa tudi te aktivni ukrepi zemljiške politike, kot so komasacije, namakanje, agromelioracije, kar smo v zadnjih letih, mislim, tudi zanemarili. Tako da po eni strani varovanje, po drugi strani pa tudi zadržimo vodo takrat, ko jo imamo, in jo uporabimo v vročih poletjih. To so kar neki dobri primerov, dobri praksi. Vendar Slovenija je še vedno ena izmed tistih držav, ki je najbolj vodnata na eni strani, na drugi strani pa imamo ena iz držav za najmanj namakalnih površin v Evropi. Povejva za konec še nekaj o verigi preskrbe s hrano. Vemo, tu kljub trudom še vedno prihaja do nepoštenih praks, na žalost. Tako je. To, kar se dogaja pri nas v Sloveniji, se pravi, da je predvsem trgovina, delno predelovalna industrija, ampak predvsem trgovina prevzela to prevladujočo vlogo na teh prehranski verigi, je primer teh koncentracij, ki je značilen za celotno Evropo zopet. In letošnje leto je bilo prvo poročilo na začetku leta, kjer je komisar sam ob zaključku sprejetega poročila v parlamentu javno povedal, da ta doktrina, da bo trg vse uredil v kmetijskem delu, najbrž ne bo zdržala in da bodo potrebni ostrejši posegi v to področje. Srečujemo se tu z drugačnim mnenjem naših kolegov v odboru za notranji trg, vendar rezultati kažejo v to smer, da se je v veliki večini evropskih držav skoncentrirala trgovina v 3-5 velikih verigah. Deleži teh trgovskih verig so od 30 pa tudi do 80% in te stvari so enostavno moteče in kratek konec v tem delu potegnejo kmetje. Tako da o tem je govora veliko tudi v Sloveniji in mislim, da je prav, da tudi poskušamo kmetje proaktivno z boljšim povezovanjem znotraj našega sektorja dvigniti raven naše povezanosti. Organizacije proizvajalcev na področju sadjarstva, zelenjadarstva so orodja, ki jih tudi podpira Evropska unija, to imamo še tudi v kmetijskem sektorju kaj za postoriti. Na drugi strani pa je potrebno povedati, da enostavno bo potrebno tudi v evropski regulativi te deleže, moč in prevlado trgovskih sektorjev enostavno omejiti in tudi na ta način primarnemu sektorju zagotoviti boljši položaj v tej verigi. Gospod Bogovič, hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam za pogovor in lepo jesen želim. Enako.